Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta. Tudi Zadružna zveza Slovenije se predstavlja na 51. kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni in seveda je že od vsega začetka pri vas zelo pestro dogajanje. Ja, seveda, Zadružna zveza je vsa leta, lahko rečemo, en pomemben udeleženec tega sejma. Na našem razstavnem prostoru se vsak dan predstavlja več zadrug. Tudi, če gledamo v tej naši dvorani tukaj, so tudi še nekatere zadruge, naše članice. Potem tam vidimo Semenarna, Kmečki glas, Deželna banka, Kapitalska zadruga, tako da preko cela veriga teh podjetij, ki so nekako v okviru zadružnega sistema, in res je, tukaj je cele dneve izjemno živahno, mnogo ljudi se tukaj oglasi. Postrežemo res najboljše domače dobrote, najboljša slovenska vina od naših zadružnih kleti, tako da res mislim, da ti naši razstavni prostori dajo en tak lep pečat celemu sejmu. Seveda pa je v okviru kmetijskega sejma v Gornji Radgoni eden najpomembnejših dnevov dan zadružnikov. In ta dan je namenjen sredi. Sreda je že po tradiciji zadružni dan. Ob tem dogodku, ob tem dnevu podelimo priznanja Zadružne zveze najbolj zaslužnim kmetom, zadružnikom in pa tudi zadrugam, ki praznujejo razne jubileje. Torej, naše zadruge imajo dolgo tradicijo in praznujemo tudi 100 in več let preko obstoja neke zadruge, tako da v tej krizi vidimo, da so to res podjetja, ki so spoštovanja vredna. Ta zadružni dan je dejansko vsa leta na sejmu najbolj obiskan. Veliko ljudi pride tudi iz zadrug iz cele Slovenije z avtobusi, tako da res takrat se še posebej zavzamemo in nekako tudi s tistimi našimi zadružniki, ki se sicer ne vidimo toliko, spostavimo kontakt in tudi se pogovorimo o naši problematiki. Nam lahko na kratko opišete še položaj kmetijstva iz vašega zornega kota, kako ga ta hip doživljate, kajti vemo, da je kmetijstvo v krizi tudi za voljo suše in za voljo drugih dejavnikov. Kaj pa sicer iz strani zadružnega zornega kota? Kljub krizi lahko ugotavljamo, da zadruge, ki so vse skozi bile navajene skromnega življenja in nerazsipavanja z denarjem, nekako to krizo še dokaj uspešno preživljamo. Probleme imamo zaradi tega, ker nam drugi ne plačujejo, to je glavni problem, drugače pa hrana seveda bo mogla biti. Slovenske zadruge odkupujemo izključno slovensko hrano in v tem času, ko je nekako potrošnik vedno bolj navezan na to, da kupuje slovensko hrano, je to za nas neka prednost. Tako da jaz mislim, da kmetijstvo v Sloveniji ima perspektivo, tudi kar se tiče evropskega proračuna, mislim, da je to, kar je spogajano nekje v okviru pričakovanja. Seveda vsi bi želeli še kaj več, vendar vemo, da je kriza in da več se ni dalo. Tako da jaz mislim, da zadruge bodo tudi v prihodnosti je trden temelj tega slovenskega kmetijstva, seveda pa je pomembno, da intenzivno sodelujemo tudi z Kmetijsko-gozdarsko zbornico, lahko rečem, da dobro sodelujemo tudi z kmetijskim ministrstvom in seveda v tem kontekstu pač jaz upam, da bomo tudi uspeli, da ne bo dodatnih obdavčitev za kmetijstvo. Tu smo zelo strogo proti temu, da bi se kakršnakoli dodatna obremenitev zgrnila na slovenskega kmeta. In če bomo to uspeli, potem jaz mislim, da bo tudi to krizo slovenski kmet preživel in pa slovenska zadruga. Torej, zadružniki ste že povezani za prihodnost? Zadružniki smo povezani, še bolj se bomo povezovali in gledajte na 140-letno tradicijo zadružništva, jaz sem prepričan, da bomo tudi to krizo uspešno preživeli. Hvala tudi vam. Malo pomoči.